Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Mi smo del japonskega koncerna, moram reči, da zadnje leta kar najuspešnejši del tega koncerna, ukvarjamo se pa z proizvodnjo elektronskih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo. Zaposlujemo v glavnem žensko delovno silo, ker to je nekoč Iskra, ki so jo ustanovili zato, da so lahko žene železarjev zaposlili na Jesenicah. Zdaj pa, kot sem rekel, delamo za avtomobilsko industrijo in rabimo ročno spretne, kar ženske ste, in tudi potrpežljive natančne. Tudi to ste v glavnem ženske krme. Fantje na tem delu ne zdržijo. Fantje pa zaposlujemo na mestih vzdrževalcev, tehnologov, v skladišču, tam rabimo pa predvsem na teh delovnih mestih strojnike, elektronike, mehatronike, od 5. stopnje naprej. Še vedno je brezposelnost tudi v jeseniški občini in vaše podjetje je eno izmed podjetij po zaposlovanju, ker ste v letošnjem letu zaposlili že 2016 zaposlili 100 delavcev. Ja, res je. Mi smo odvisni od naročil naših kupcev, to je pač svetovna avtomobilska industrija in naročila so se zdaj v zadnjem času zelo povečala. Od leta 2009, ko nas je bilo 220, smo zdaj zrastli skoraj na 420. Tako da je in ta zaposlovanje bil prav intenziven v zadnjem obdobju. 3 dni nazaj smo zaposlili celo 3 inženirje, predtem 5 vzdrževalcev, ker smo postali iz proizvodne lokacije, proizvodno-tehnološka lokacija in se zahteva še več znanja. Tako da smo se ojačali z mladim strokovnim kadrom. Na tem sejmu pač predstavljamo, kje je možnost zaposlitve v naši bolnišnici. Predstavljamo vse veje, se pravi vse profile poklicev, dejavnosti, kjer se lahko posamezniki zaposlijo v naši bolnišnici. To je od hospitalnih enot, kjer je pač seveda v prvi meri iz zdravstvene smeri, tako zdravniške kot negovalne, fizioterapije, delovne terapije. Potem so tukaj še podporne službe, kot so lekarne, laboratoriji, radiologije in podobne dejavnosti. Tako da možnosti zaposlitve je kar nekaj. Če lahko omenim, ta trenutek je največje povpraševanje za diplomirane medicinske sestre. Tukaj imamo razpise, ta čas, rekla skoraj ves čas razpisane in tudi povpraševanje po zdravnikih in fizioterapevtkah. Kakšen je interes tokrat na tem prvem sejmu? Mladi, moram reči, da se kar zanimajo, posebej ženski spol, se pravi Japonci, ker dejansko v poklicu medicinske sestre prevladujemo ženske, tako da tukaj jih je kar zanimalo, kakšne so možnosti zaposlitve. Vemo pa, da v današnjem času je sila pomembno, preden se odločimo za nek poklic ali bo možnost zaposlitve kasneje. Udeležili ste se zaposlitvenega sejma, kaj vas interesira? Več ali manj me zanima za svojo prihodnost, za poklice. Odločil sem se, da bom šel v Škofjo Loko na avtomehaništvo. Boljša prihodnost je pa vse, skozi je delo pa vse. Kaj pa ti? Jaz sem podkovno prišel pogledati. Drugače me ful zanima frizerska pa medijska, drugače pa ja. Ja, jaz pa razmišljam tudi frizerska. Sem prišel, če me bo kaj všeč sam, še kar frizerska ali pa gostinska. Za kakšen poklic se boš odločil? Smer računalništvo, programerija je bolj aktualno. Si dobil dovolj informacij? Ja, tudi preko spleta več, ker lažje je. In kam bi hodil v šolo? Kranj. Kranj, na srednji šolski center. Ja. Za kakšen poklic se boste odločili? Jaz drugače se ne vem, ampak sem razmišljala, da bi bila prevajalka ali pa kaj. Kaj pa ti? Jaz se tudi še nisem odločila, ampak jaz mislim, da bi bila profesorica geografija pa biologija. Torej najprej gimnazija in potem nadaljevanje? Ja, na biotehniško gimnazijo sem se pisala. Jaz sem se pa odločila med gimnazijo, potem bi šla pa verjetno na krizo arhitekturo študirati. Ste
Ste dobile dovolj informacij tukaj ali že tam v šoli Toneta Čufarja? Zdaj imam že dosti informacij, tako da ja, že vem, kako pa kva. Odločitev bo težka? Ja, ker zdaj se pač odločam, ker ste mi dve šole zelo všeč, pač gimnazija Kranj in biotehnička gimnazija Naklo.